Povejte, gospa Ivanka, kako se počutite danes ob tem vašem dogodku, ob izidu vaše knjige oziroma ob predstavitvi vaše knjige? Moram reči, da se danes počutim kar nekako olajšano, kajti za mano je kar precej veliko dela, veliko truda. Že človek misli, da je dobro, potem se pokaže, da ni, je treba to res nekje veliko truda vložiti, tako da lahko recimo danes z zadovoljstvom rečem, zdaj končno si se rodila, ljuba hčerka moja mila, prek grenkega pelina zagledala si luč sveta. Ivanka, povejte nam, kdaj ste začeli pesniti? Kdaj ste začutili, da je v vas umetniška žilica oziroma želja po umetniškem ustvarjanju? Svojo prvo pesem sem napisala že kar nekje v osnovni šoli. Morda bi takoj pomislili, seveda je osnovna šola, prva ljubezen, prvi stihi, ampak to še zdaleč ni bilo tako. Resnično sem svoje pesem, če lahko temu tako imenujem, posvetila partizanski mami, ki je za manj čakala na vrnitev svojega sina. No, število pesmi je naraščalo. Kdaj pa ste začeli potihem sanjati o lastni pesniški zbirki? Kdaj ste se, Ivanka, dokončno odločili, da svoje pesmi izdate v knjigi in kaj vas je pravzaprav gnalo k temu? Če sem čisto iskrena, bom povedala pač po pravici, da sem bila nekje do izdaje lastne knjige celo nasprotno z mnenjem, pa se nas plača, pa nimajo ljudi niti ne časa čitati, ne vem, če bi bilo to sploh smiselno se truditi, pa sem že kar nekje bila absolutno nekaj proti, ampak vedno sem znova in znova nekaj pa potem zopet začutila neko silo v sebi, ki mi je prepovedovala, da zmorem oziroma da moram narediti nekaj več, kot pa le, bi rekla, skrbeti za lastno preživetje. In to je bilo to in sem potem kar nadaljevala postopoma, pač dokler pač ni nastala ta celota. No, kako pa so vaši domači spremljali vaše umetniško ustvarjanje? Najbrž so bili zelo ponosni na vas. Ja, to pa moram reči, da niti niso bili ponosni, ampak večjih nasprotovanj pa moram reči, da ni bilo. No, torej nima zlata sredina. Ivanka, veliko pišete o svojem kraju, o planini. Zakaj? Kaj vam pomeni vaš domači kraj? Nekateri so me ocenili oziroma mi pravijo, da sem domoljubka, kar moram reči, da v končni fazi to tudi drži. Zato pa imamo danes to knjigo, ki ima praktično tudi naslov mojega kraja. In ko ste me poprašali, mislim, da ste dodali besedo zakaj, bi pa mogoče odgovor na ta zakaj kar prečitala iz cele knjige. Bo čisto na kratko, ne bo predolgo. Izvolite, Ivanka. Znova in znova me je vabila zgodovina gradu in trga Ane van der Zavak. Znova me je dih njene besede tako močno objel, da je zabolelo pravo srce. In vsakič, ko sem tam na beli skali gradu ali planinskega mirodvora ozrla tisto večno zeleni bršljan, mi je njegovo zelenje obarvalo dušo in pero, tako da je nastalo to pisanje z naslovom Besede s planine. Ljubezen sem prijela in jo dajem naprej. Morda še danes domeni, da je kraj planina tu v hribih Kozjanskih Bogu za hrbtom. A zame, ki sem se tukaj rodila in ki vse skozi diham čist planinski zrak, pa je ta kraj lep in prijazen. Je moj in naš. Res je, da planinska zemlja ni v ravnini, vendar ima se svojo hribovitostjo
s strminami in hostami poseben čar. Temu kraju sem zapisana vse od rojstva leta 1949. Mama, ki mi je dala življenje, me je naučila tisto, kar je bistveno za življenje. Da je v življenju treba za kruh sejati in delati. Kruh in ljubezen. Za ljubezen in ponos, da sem tudi jaz, pa čeprav mala in neznata planinčaka, ki želim le to, da zmorem v življenju narediti nekaj več, kot le skrbeti za osnovno preživetje. Morda bo kdo, ki bo kdaj prebiral te vrstice, začutil, da mi je to pravzaprav uspelo. Morda zato, ker je v moje srce poleg močne ljubezni do našega kraja položen tudi dar pesmi, dar besede, dar, ki mi ga ne more nihče vzeti. Že davnega leta 1929 je napovedovala slavna pisateljica Ana Vamperzamer, da se bo nekdaj našel sin slovenskega naroda, ki bo postavil naši planini s primernim pesniškim delom nesmrtni spomenik. Drznem si trditi, da se je po 20 letih rodila pesnica, hči planine, hčerka domačinov, Franca in Ivanka Deželak, ki je enako kot Ana v svoj kraj polagala svojo največjo ljubezen in spoštovanje ter v njem videla svetlo in enkratno veličino sveta. Kot njena vrstika, kot nov vršiček drevesa, planinčanka nekdaj in danes. Kot nadaljevanje njenega duha, ljubezni in besede v vezani in nevezani besedi. Zato je to moje pisanje tudi drugi del planinske zgodovine, zgodovine v mojih očeh od leta 1955 dalje.